Državni holding in slaba banka sta odgovor na finančno krizo v Sloveniji. Že sam sprejem teh zakonov je dal pozitivne signale finančnim trgom. Mnogi strokovnjaki, tudi mednarodni, so podprli to odločitev. Seveda pa je v Sloveniji težko priti do konsenza, do neke rešitve, s katero bi se vse strani strinjale. Najslabše pa bi bilo, če ne bi naredili ničesar. Zato sem prepričana, da je sprejem obeh zakonov v zvezi z ustanovitvijo državnega holdinga in v zvezi z ustanovitvijo slabe banke, da sta potrebna, nujna in pozitivna. In tako so se na to odzvali tudi finančni trgi. Seveda, sedaj nekateri želijo dokončen sprejem teh zakonov onemogočiti. Pri tem se poslužujejo različnih inštrumentov. Kot vidimo, je danes sklicana seja Državnega sveta in se sprašujemo, kakšni so dejanski razlogi za to, da želijo nekateri blokirati te zakone. Po mojem mnenju, tudi zaradi tega, ker se zelo bojijo, da bi se z ustanovitvijo slabe banke odkrilo, kdo je dajal kredite, ki niso bili zavarovani, ali gre za klientelistične povezave, in tudi zaradi tega, ker je zakonom določena kazenska in odškodninska odgovornost za dajanje nezavarovanih kreditov na podlagi klientelističnih povezav in na podlagi političnih povezav. Še več, ta zakon podaljšuje zastaralni rok za ta mafijska dejanja za 4-kratnik splošnih zastaralnih rokov. In zato je razumljivo, da se nekateri tega bojijo in si želijo na vse mogoče načine to preprečiti. Mnogi priznani strokovnjaki podpirajo ustanovitev slabe banke, naj jih samo nekaj naštejem, od Mateja Lahovnika, Franceta Arharja, Bernarda Brščiča, Simona Masnaka, Peter Kraljič, Igor Masten, Jure Polšak, evropski komisar Janoš Levandovski, Antonijo Spilimbergo, vodja misije IMF-a, tudi strokovnjak, mednarodni strokovnjak, ki je sodeloval pri ustanovitvi slabe banke na Irskem. Prav danes zjutraj sem poslušala njegovo izjavo, da je to dobra odločitev. Ob tem se sprašujem tudi, ali gre morda pri teh dejanjih državnega, pri tem sklicu oziroma možnosti referenduma Državnega sveta tudi za nekakšno volilno kampanjo sedanjih svetnikov, ker vemo, da so pred vrati volitve v Državni svet. O nekaterih izmed teh svetnikov do sedaj skoraj da nismo slišali, nekateri so pa celo politično zelo sporni, ker so očitni podporniki Levice, predsednika Danila Türka, Zorana Jankovića. In če gre za volilno kampanjo, potem bodo to volilno kampanjo bomo zelo drago plačali vsi davkoplačevalci in vsa Slovenija. In s sklicem referenduma bi Državni svet zabil Sloveniji avtogol. Kajti s temi ukrepi smo poslali pozitivne signale na finančne trge in so bili tako tudi sprejeti. S ponovnim odpiranjem te teme in s preprečitvijo uveljavitve zakonom z referendumi pa dejansko pomeni za Slovenijo velik udarec ali, kot pravimo po nogometno, celo avtogol, ki smo si ga sami zadali. Zato ocenjujem, da bosta referenduma imela širše posledice za Slovenijo in samo upam, da bo vendarle več tistih državnih svetnikov, ki postavljajo interese Slovenije pred svoje lastne interese in da ne bodo izglasovali referendumov.